Gledate informativno oddajo, ki jo vodita Lorela Flego in Matej Lahovnik. Dober večer in dobrodošli v Bučkah. To, kar so napovedovali finančni strokovnjaki, se je žal uresničilo. Slovenija ni več samostojna in neodvisna država. Naše tisočletne sanje so trajale le četrt stoletja. Danes nas je kupila IKEA. To švedsko pohištveno podjetje s sedežem na Nizozemskem je odkupilo v slovenski zunanji dolg in postalo 82% lastnik države. Preostale delnice je obdržala vlada, je teh 18% premalo za kontrolni delež in s tem vpliv na strateške odločitve države. V državnem zboru na novinarska vprašanja ravnokar odgovarjata premier Cerar in finančni minister Mramor. Predlagam, da kar prisluhnemo. IKEA se je v pogodbi zavezala, da bo obdržala blagovno znamko Slovenija, prav tako pa vse državljane Slovenije. Zaenkrat v njihovem načrtu ni nobenih odpuščanj. Če komu kaj ni všeč, lahko sam zapusti državo. Generalni direktor Peter Agnefjäll mi je osebno zagotovil, da ne bodo spreminjali niti himne, niti zastave. Spremenili bodo le grb. In sicer namesto Triglava bomo na zastavi imeli sedežno garnituro. Jaz sem hotel to povedati, da sem ves čas v stanju pripravljenosti. Hvala. Miro, kam si šel? Miro, kam si šel? No, si šel tukaj. Tukaj si šel. Popoldne se je oglasil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je v dramatičnem nagovoru pozval državljane, da je čas za novo pohištvo. Drage državljanke, spoštovani državljani, vesel sem. Dobili smo odgovornega lastnika, dobili smo skandinavski socialni model. Dobili smo vse tisto, kar nam je manjkalo v zadnjih 25 letih. Slabega gospodarja je zamenjal dober trgovec. Videl sem katalog za leto 2016. In lahko vam povem, da je čudovit. Čaka nas lepo in svetlo pohištvo. Po naših informacijah sta pomembno lobistično vlogo pri prevzemu Slovenije imela dva naša stara švedska znanca iz družbe za upravljanje terjatev bank, Lars Nyberg in Torbjörn Mansson. Je šlo za maščevanje vladi, ki jo je lani razrešila zaradi previsokih plač? Kaj praviš, Matej? Dvomim, da sta imela tak vpliv. Priprave na prevzem Slovenije so trajale vsaj 10 let. V tem času nas je IKEA popolnoma obkolila in bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do blitzkriega. Slovenija ji je s svojim nenasitnim zadolževanjem samo olajšala delo. A ne zatiskajmo si oči. Našega novega lastnika ne zanima toliko infrastruktura, naša kupna moč ali državna srebrnina. Zanima ga predvsem naše gozdno bogastvo, ki pokriva skoraj 60% Slovenije. Švedi so izračunali, da si bodo z izčrpavanjem našega gozdnega bogastva povrnili kupnino že v 10 letih, lahko tudi prej. Odvisno od tega, kako hitro bodo razprodali ostala naša naravna bogastva. Prva je seveda naša pitna voda, ki jo je z nakupom pivovarne Laško na nek način že markiral Heineken, in v tem primeru je to kozlovska naložba. Z nami so zdaj junaki slovenske osamosvojitve iz leta 1991, ki nam bodo povedali, kako doživljajo dan, ko smo izgubili svojo samostojnost. Dober večer, Janez Janša in Igor Bavčar. Dober večer. Dober večer. V Bruslju je z nami Lojze Peterle. Ja, pozdravljeni. Pred parlamentom dr. Dimitrij Rupel. Če poznam, če. V Murglah pa je z nami tudi prvi predsednik Milan Kučan. Dober večer. Gospod Janša, kako komentirate dejstvo, da nismo več? No, vi mi najprej povejte, kaj v tej družbi počne gospod Kučan. Dokazano je, da je bil on proti osamosvojitvi. Prosil bi vas, če smo lahko nocoj glede na okoliščine malce bolj tolerantni eden do drugega. No, to nima nobene zveze s toleranco, gre za zgodovinska dejstva. Prostite, če bi vedel, da boste v tej debati sodelovali gospod Kučan in gospod Bavčar, jaz ne bi zmrzl tukaj na mrazu. Ne vem, zakaj zdaj problematizirate mojo vlogo pri osamosvojitvi. Poslušaj, ne gre za vašo vlogo pri osamosvojitvi, ampak po osamosvojitvi. To je povsem druga zgodba. Dobro, gospod Kučan, kakšen je vaš komentar na to, kar se je zgodilo danes?
No, glede na to, da se vsi nekaj pritožujejo, bi vas še samo vprašal, zakaj sem jaz na tej majhni plazmi, gospod Rupel, pa na tistem velikem zaslonu? Ja, pa tukaj ne gre za vsebinsko, ampak čisto tehnično vprašanje. Gospoda Rupla bi zelo težko spravili na vašo plazmo. Ja, kaj zdaj Kučan problematizira mojo vlogo pri osamosvitju, kaj? Ne, gospod Rupel, narobe ste razumeli. No, tudi Kučan je leta 91 narobe razumel takratno situacijo, zdaj pa je eden od osamosvojiteljev. Jaz recimo v tem studiu pogrešam Toneta Krkoviča, za njega ni nobene plazme, za Kučana pa je. Prav, gremo v Bruselj. Gospod Peterle, kako je od tam videti vse skupaj? Moram priznati, da z perspektive Brusla ta vaša debata izgleda kot otroški vrtec užaljenih veličin. Zdaj boš pa še ti sulil pamet, ja mislim, poslušaj, jaz pa tega dost, jaz je lahko noč. No, tudi jaz vas vse lepo pozdravljam in vam želim še obilo užitkov v tej izkrivljeni debati. Nasvidenje. Ja, tudi jaz nimam več tukaj kaj početi. Počak me, Janez. No, potem pa še en lep pozdrav iz Brusla. No, torej, glede na to, da vsi odhajajo, se bom tudi sam poslovil. No, adijo. Očitno smo s tem pogovorom končali. Hvala, ker ste prišli. Mi pa poglejmo v državni zbor, kjer se je pred ratifikacijo pogodbe vnela zanimiva in predvsem čustvena razprava, v kateri so se najbolj izkazali poslanci in poslanke SDS-a. Slovenija, moj dragi dom, prodali so te kot kondom. 25 let smo vadili, da smo zdaj tako nizko padli. Jo, kam naj grem, ko nam bo težko, ko bo prišla huda ura. Še sam ne vem, kaj je hujš, Ikea, router ali propadla mura. Je to, a ja Slovenka sem, Slovenka bom ostala, mislim, še kikalca prodala bom in za narod dala. So srečo. Jo, zdaj smo kojen kos pohištva, vredne manj kot ene zofe, ko bi vsaj si na Trojanah lahko pa vošil kakšne klofe. Jo, mene bom bengoval. Počutim se kot vrtni palček, ki padal je z dežja pod kap. Bi res dala, za narod dala, Eva, hvala, ti ena si najboljših bab. Jo, kaj pa jaz? Tudi jaz bi dala, Slovenka sem in Slovenka bom ostala. Še kikalco prodala bom, ostalo je pa stvar interpretacije. Kaj? A ni bilo v redu, ali kaj? To je bilo, če smem. To nima nobene veze s hip-hopom pa demokracijo. Jo, oblekel sem se ko en šved, rumena, modra, malo sem bled. Ikea, tja bom šel zdaj živet, nekje pač moraš enkrat mret. Poglejmo še nekaj novic iz sveta. Potem, ko je v nepojasnenih okoliščinah izgubil svoj potni list, je ruski predsednik Putin ekspresno dobil novega. Kot veste, sem prejšnji pasaž palil s Platonijem, dobil sem sedaj novega in rad bi prebral podatke. Vladimirovič Putin, Potopol 23C, 50 000 Moskva. Zdaj pa podpis. Tukaj. Podpis, direktor uprave, ja. Yes. Ups. Pisna Patolonija, predsednik. V Beogradu so se natakarji pomirili za naslov srbskega konobarja godine. Zmagal je premijer Aleksandar Vučić. Evo, 2 porci leskočkih, mrščovane, kaj jedeš. A gde je strada, gde su ove striptizete, glumci i futboleri? Ima ih gore. Evo, dolazi šef sale Vučić sa čevapima. Ajde da sklonite vi to. Ajde bre, skloni ovu pepeljaru. Gledaj bre, gde je kajmak, gde je ajvar? Šopska ima u podrumu. Evo, izvolite. Nosi slivovicu, bre. Daj još 5 čevapa. Zovu sirotinju i štampe. Pa gde je Tanju? Evo ga. Ko je gladan? Evo,
A, nema priloga, da. U redu. To je za vas, sirotinje, evo, uzmi. Ajde, momci. Šta gledaš? Jedi. Jebot. Wow, kaki čevapi! Meni se kar sline cedijo. Vidim, ja, lahko bi si mizo očistil. Joj, pa res. Nocojšnji gost Marcela Štefančiča je zunani minister in predsednik Desusa. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkofa, je za politične rejtinge bolje, da si velik klon ali dober državnik. Mi je tukaj in zdaj pojasnil Karl Erjavec. Živo. Dobar večer. Ok, dajva najprej razčistiti, v katero kategorijo dejansko spada Karl Erjavec. No, jaz se bolj vidim v kategoriji državnika kot pa klovna. Ste pripričani? Absolutno. Je to vaš zadnji odgovor? Ja. Ok, dajte mi razložiti, kam je dejansko izpuhtela klovnovska suverenost Karla Erjavca. Ne, nikamor ni izpuhtela, še vedno je tu. Lahko, da sem jo malce potlačil zaradi naelektrene situacije z migranti. Ok, ampak a vidite koga v slovenski politiki, ki bi lahko ogrozil vaš primat? Ja, predsednik Pahor se zelo trudi, da bi me dosegel, a je še daleč od mojega nivoja. Mislim, da sem v slovenski politiki postavil dokaj visoke standarde na tem področju. Ok, zdaj nastopate na mednarodnem odru, ne, ampak tam ste dejansko popolnoma neopazni. Je tako huda konkurenca, kaj? Kar huda, zelo je treba paziti, kaj zinaš. Kaj hoče reči, da so standardi, ki ste jih postavili slovenski politiki za globalno okolje, nesprejemljivi, ne? Ja, v slovenski politiki se točno ve, kdo je Karl Erjavec. Borim se za vsak upokojenski evro, varujem nacionalni interes, grem iz koalicije, kadar hočem in tako naprej. V mednarodnih krogih pa nastopam kot zunanji minister Republike Slovenije. Ok, ampak a to pomeni, da je Karl Erjavec postal žrtev funkcije, ali kaj? Ja, na nek način je to res. Pa kaj je funkcija požrla Karla Erjavca, kaj? A ne, to ne. Če kdo, potem sem jaz tisti, ki žre funkcije. To nedvomno drži, ne? V zadnjih 10 letih ste bili minister v 3 različnih vladah in to na 3 različnih resorjih, ne? V kateri funkciji ste šarmirali največ babic, ne? No, to ne vem. To morate njih vprašati, če sem bil šarmanten. Ok, pa nimate nobenega fan kluba na Facebooku, kar je dejansko slab znak, ne? Ne vem, če imam jaz take fene, ki visijo na internetu. Moji fani so upokojeni, delovni ljudje, taki, ki živijo v realnem, ne virtualnem svetu. Ok, ampak aj 500 oziroma 600 evrov bruto penzije na mesec realizem ali nadrealizem, ne? Jaz sem prepričan, da če ne bi bilo stranke Desus, bi bila povprečna starostna pokojnina danes še bistveno nižja. Ok, hvala lepa, tako je govoril Karl Erjavec, mi pa se vidimo naslednji teden v istem času na istem kanalu. Dio. Hvala, stari, thanks. Hvala. Ampak je bilo. Čas je za šport. Pozdravljen, Zmago. Dober večer. Kaj je bil po tvoje glavni razlog za neuspeh naših rokometašev na Evropskem prvenstvu? Ja, po moje za to več razlogov. Zagotovo pa je bil en glavnih problemov ta, da z glavo smo bili pri stvari, ampak povsem drugje, kar je dejansko lepo pokazala tale minuta odmora proti Špancem. Fantje, ovako zdaj, s ovako igro. Se nismo zaslužili večerje. Mačko, gremo zdaj tako navest. Gremo krasno trgovino, mazneš pašteto, postaviš se na krilo, pazneš drugo pašteto. Gaber, namestiš se pri blagajni s kavtičnikom, kot da boš plačal, sam ne plačaš, mazneš. A ne plačam? Valjda ne plačaš, mazneš. A naredim prekršek? Ja. Ok, pa ne bom plačal. Na stari res ne upam, na mene ne pa zakaj ne upaš, no, pa dej si se samo eno pašteta, no, par paštet je. Ok, fante, dogovor! Manj kot 3 paštete mi ne nositi! Jaz ne upam. Pa kaj? Bojim se. Pa daj nekaj, zdaj če te dobijo reči, da si Riviera pa Karabačič, nema veze, ne bojate doma. Vrjem! Še vesela novica za ljubitelje motošporta. TV Slovenija je zastonj dobila pravice za prenos Formule 7. Prvo dirko na Pohorju je spremljal naš stari znanec Miran Ališič.
Ledeno pohorsko dirkališče, ki ga je projektiral znameniti Herman Tilke, je ponudilo z veliko dramatičnih dogodkov in nadvse zanimivo dirko. Pravi boj, skoraj da mesarsko klanje, sta uprizorila prva dva velika favorita, Jože Steblovnik in Viktor Blagotinšek. Največ dirkaškega znanja je na zahtevni in selektivni skoraj da povsem zaledeneni progi z odločilnim manevrom pred ciljem pokazal prav Blagotinšek. S postankom manj, medtem ko je Steblovnik s povsem obrabljenimi pneumatikami lahko le sledil junako Pohorja Viktorju Blagotinšku. Naslednja dirka bo čez 14 dni na Rudnem polju na Pokljuki. Wow, Blagotinšek je bil boljši od Steblovnika. Ja, s tem, da moraš vedeti, da so prvega favorita Ojsterška diskvalificirali, ker je preveč napiho. Sorry, ampak meni ta imena nič ne pomenijo. Pridi kdaj k nam v športno redakcijo, da te malo izobrazimo. Bom, Zmago, hvala. Mi pa poglejmo še našo stalno rubriko. Slovenski zet za ameriškega predsednika. Donald Trump se je tokrat spravil na Billa Clintona. Clinton nekega dne opazi, da me napim peko rdeči krogec in hitro gre doktorje. Tam predpiše tablete in mu nareči, naj se vrne čez teden, če rdeči krogec ne bo izginil. In res, Clinton se vrne. Tokrat mu doktor predpiše kapsule z istim napotkom. A rdeči krogec je še vedno na istem mestu. Clinton se mu vrne in doktor mu da tubice z mazilom. Rdeči krogec nekaj izgine. Clinton vpraša doktorja, koga je tu za ena maža? Doktor mu reče, Bill, tu je odstranjevalec šminke. Šminke. Ste se razumeli? Ta je pa dobra, odstranjevalec šminke. Meni ni bilo prav nič smešno. Nimaš smisla za republikanski humor. Spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj. Vidimo se naslednjo sredo. Na svidenje.